En lep pozdrav v novem YouTube intervjuju. Danes bomo z Mojco govorili o anemiji oziroma slabokrvnosti. Predlagam, da kar začneva. Deva, kaj pomeni, ko rečemo, da ima nekdo anemijo oziroma da je slabokrvn? Pomeni, da ima nizek hemoglobin. Okay. Kar pa ne pomeni, da poje premalo železa. To ne pomeni, da ima pomanjkanje železa še nujno. Ne pomeni nujno, pomeni pogosto, ni pa to nujno. Okay. Mogoče za začetek. Dajmo razložiti, kaj je razlika. Imamo rdečo krvničko, eritrocit, to si lahko predstavljamo kot tako vrečko za rdečo tekočino. Ta vrečka vsebuje hemoglobin, to je rdeče barvilo. In hemoglobin ima na sebe vezano železo. Tako. Spravi, to so tri različne stvari. Rdeča krvnička, hemoglobin in pa železo, ki je vezan na hemoglobin. Ja, ko pogosto to enačimo vse skupaj. Kakšni pa so simptomi slabokrvnosti? Če si zelo utrujen, ker veliko delaš, mogoče niti ne opaziš, da imaš pomanjkanje železa, drugače je pa recimo megla v glavi, slabo počutje, včasih tudi slabost, da se kar vlečeš, da se ne moreš dovolj spočiti, da si bled. Bleda, tako. Potem tudi taki malo bolj nenavadni znaki, recimo takole kotički v ustnicah znajo popokati. Da imaš razpokane. Tako, ali pa recimo, da se ti lušta kakšne ful nenavadne hrane, da bi led žvečila, ali pa kako kredo, glino, naprimer, tudi to je lahko znak pomanjkanja. Ja, vem, da jaz enkrat sem imela pomanjkanje železa v srednji šoli, da sem skupaj padla. Da postaneš bled, pa krčk. Tako, tudi to se lahko zgodi, ker železo oziroma rdeče krvničke prenašajo kisik po telesu in odnašajo ogljikodioksid. In če nimamo dovolj kisika, seveda se lahko zgodi tudi to. Kaj pa se zgodi, če anemije ne zdravimo? Če razumemo, da je primerna količina hemoglobina v telesu primerna, zato telo skrbimo s kisikom, potem lahko sklepamo, da bo najprej slabo počutje, potem pa lahko pride tudi do poškodb po raznih organov, ker ne dobijo dovolj kisika. Tako da to je nevarna stvar, treba je zdraviti. A kateri so pa najpogostejši vzroki za anemijo? Oziroma za nizek nivo železa, zdaj če oboje, če ločimo to. Tako, lahko so razlogi, da enostavno ne jemo dovolj hrane, ki vsebuje železo. Lahko je pa recimo rdeča krvnička, torej eritrocit je lahko ali malo nenavadne oblike, ali je premajhen, lahko je neka takšna napaka, genetska napaka tudi, lahko je izpostavljenost recimo kakšnim težkim kovinam iz okolja. Veliko je lahko razlogov, zato je fino to pri zdravniku preveriti in potem prosi, da te zdravnik napoti naprej, če se s tem, ko se doda recimo pripravki železa, stanje ne izboljša. Torej v bistvu samo eden od vzrokov za anemijo je lahko pomanjkanje železa. Ni pa nujno, lahko je pa anemija tudi, ko se reče. Tako, neka bolezen ali pa neka zastrupitev. Je pa res najpogostejša. Kaj pa je razlog za pomanjkanje železa? To je recimo, ti si bila noseča nedolgo nazaj, jaz tudi, se pravi, jaz sem mogla infuzijo dobiti potem, ko sem se zbudila iz narkoze, ti si kaj rabila? Ne, jaz sem dodajala v času nosečnosti železo. Tako, recimo nosečnost poveča potrebe po železu, mislim, da 27 mg na dan potrebujemo, kar je skoraj enkrat več kot sicer. In tudi krvna plazma se poveča. Mi rečemo, da se nam kri poveča, no v resnici se pa stvari, ki so v krvi, ne podvojijo, samo plazma se poveča in potem se kri na nek način razreči, in potrebujemo potem več. Kateri hrani pa pijači pa se moramo izogibati, če smo slabokrvni? Nisem še odgovorila, drugi razlogi. Drugi razlogi, ne samo nosečnost, zdaj še vam druga. Zdaj smo zelo v otročkih še kar. Tako se pravi, potem je lahko, če si vegetarijanec, vegan in ne paziš, kako ješ, če poješ tako premalo folne kisline, B12, če poješ premalo, če ne ješ dovolj železa iz hrane. Potem so recimo športni napori zelo veliki, hude menstruacije, recimo razne bolezni, zdravila, ki jih nekatera zdravila lahko to področajo. Tako da treba krije fino dati pregled enkrat na leto in med drugim tudi železo in zalogo železa. Kateri hrani ali pijači se moramo izogibati, če smo slabokrvni? Česa ne jesti? Kadar jemljemo pripravke železove, takrat je fino, da to ne mešamo v kombinaciji z mlečnimi izdelki, to že vemo. Ljudje pa ne vejo, da je recimo zelo slabo vpliva na absorpcijo tudi kakav, metin čaj, kamilica, črni čaj. Da je vse te stvari je treba jemati ločeno. Torej ločeno misliš z hrano, ki ima veliko železa, ali ločeno z prehranskim dodatkom, ki ima... Oboje. Se pravi, fino je recimo, če bomo jedli jedrca pa špinačo, da
prej nismo se pravi jedli mlečnih izdelkov. Ali pa da ne spimo potem črni čaj z mlekom čez. Ja, torej, če v bistvu jaz vzamem, jaz sem imela železo zvečer, pa je fajn, da moja večera ni mlečna, ker jaz sem vedno ob večerji. Tako, je pa fino, če zraven spiš recimo pomarančni sok, ker ima malo vitamina C, ali pa če bi pojedla recimo, ne vem, nek kruh z recimo neko beljakovino, beljakovina pospešuje absorpcijo, spravi z neko beljakovino, pa recimo s paradižnikom, papriko, ki vsebuje ta vitamin C. Saj sem si kupila take, ki že imajo v bistvu dodan vitamin C. Super. Železo, ja. Super. Pa ful je hiter, mislim, res so bile dobre. Ok, gremo naprej. Katera živila pa zvišujejo nivo železa v krvi? Spravi pa živila, ki vsebujejo železo, to so predvsem jetrca. Jaz sem prinesla eno razpredelnico. To nam povej. Tako, recimo zato, ker včasih doreče, sej moraš malo rdečega mesa jesti, pa bo. Spravi, če bi želel z mesom dobiti dovolj železa, bi rabil 400 gramov skoraj pol kile mesa na dan. Tako. Pomaga, seveda pomaga, ampak ni pa to edina rešitev. Pomaga se pravi vsa hrana, ki vsebuje železo, rastlinsko ali živalsko, in pomaga, če jemo to v kombinaciji. Se pravi, če jemo meso s špinačo, če jemo recimo ohrovt, brokoli, zraven pač malo vitamina C, pa še nek beljakovinski vir. Ampak recimo, če pogledamo gosja jetra na 100 gramov, 30 mg, svinjska jetra 13, dagnje recimo, imajo okoli 8 mg železa, soja ima kar precej. Tako, fižol ima recimo malo manj, ampak če pogledamo pa recimo piščančje prsi, skoraj nimajo. Torej v bistvu rdeče, mislim, belo meso skoraj da ne koristi. Belo meso je brez mislim, pač nima železa. Tako. Kaj pa koliko na dan, pa če nam še to ve, koliko na dan ga pa moramo poprečno vzeti, za nosečnico so nekaj 27, kaj pa ostala populacija? Odvisno tam nekje od 8 do 15, 10 recimo, ampak pomembno je, se pravi, da greš ti recimo enkrat na leto ali pa na pol leta preveriti, koliko imaš železa in se malo poslušaš, kako se počutiš. Ker če imaš ti na spodnji meji, je to že lahko za tebe pomanjkanje, in potem mogoče rabiš kakšne dodatke ali pa spremeniti prehrano, tako da fajn je vedeti, kaj je tvoja tista primerna količina, ki jo potrebuješ. Da se okej počutiš. Ja, ker tista razpon je kar velik tam. Pa to je statistika. Ja, to je, Kakva pa razlika med hemoglobinom in feritinom? Ok, hemoglobin, rekli smo, da imamo rdečo krvničko, pa imamo hemoglobin in pa imamo železo na to vezano. Tako, feritin je pa zaloga železa. Ampak to je pravzaprav beljakovina, ki shranjuje železo. In to je zelo pomembno, zaradi tega, ker feritin, ker je železo toksično, je nevarno, razne škodljive gljive, bakterije, tudi virusi potrebujejo železo, da živijo, in tega nočemo imeti veliko v telesu. In zato mi shranimo železo v zalogo, v beljakovino. In to je pač varna zaloga. Tako. Ampak tukaj bi poudarila, feritin ni samo pokazatelj, koliko imaš ti zaloge železa v telesu, je tudi pokazatelj, če je kakšno vnetje v telesu. Tako da ljudje, ko imajo recimo kronična vnetja, ko so bolani ali pa recimo imajo neko bolezen, pa še nimajo diagnoze, ne vejo, kaj je, se samo slabo počutijo, imajo lahko povišan feritin, pa bi to izgledalo super, imaš ful veliko zalogo železa, pravzaprav to ne pomeni to. Pomeni, da je vnetje v telesu. Torej se v bistvu mora biti fajn, da se daš testirati pol in feritin in hemoglobin. Tako, pa če je feritin zelo povišan, je mogoče tukaj pametno malo pomisliti, mogoče gre za kakšno vnetje prikrito, pa še narediti kakšne dodatne teste. Ok, no to je res zanimiva informacija, nisem mislila. Zakaj pa so nosečnicam pogosto primanjkuje železa? To smo že v bistvu povedali. Je ob dodajanju prehranskih dopolnil z železom dobro, da si damo preveriti nivo železa v krvi? To si rekla. Nujno. Vsaj enkrat na leto, tudi na dansko to ti predpiše zdravnik, pa tudi brezplačno. Tako, ampak mislim, da ti testi niso tako zelo dragi. Ne, železo je ful poceni, da sem šla v bistvu od teh stvari najmanj 5 evrov, koliko je bilo, da sem si... Res je pomembno, da ne jemljemo železa kar tako povprek, ker se nam malo zdi, ker nam lahko naredi večjo škodo. So celo podatki, da ljudje, ki dobivajo železo, kadar ga ne potrebujejo, če gre za kakšno zmoto, tako, imajo večjo stopnjo smrtnosti. Tako da, pač železo je potencialno toksična kovina in toliko jo potrebujemo, je super, več kot to je pa nevarno za nas. Če ne razložiš enkrat, zakaj pa je nevarno? Zato, ko si rekel, da veže na sebe. Tako, železo je hrana za škodljive stvari v našem telesu, za gljive, za bakterije, za virusi. Virusi recimo potrebujejo tudi železo, potem povzročajo oksidativni stres, kar pomeni napake potem na celice. Torej v bistvu pravi železo je lahko pa škodljivo oziroma... Seveda, je škodljivo, pravi železo je škodljivo. Tudi zanimivost, če imajo ljudje preveč železa, spravi pač kronično preveč železa, ker imajo neko tako genetsko napako, tako bolezen, veš kaj je edini način, da se to uravnava? Spuščanje krvi. Spuščanje pač vzamejo kri. Torej v bistvu gre zdravniku, vzameš kri. Tako. Zanimivo. Torej dansko, če greš ti na test, pa vidiš, že imaš preveč železa, se lahko tudi pol to reši. Tako.
Okay, zanimivo. Kako lahko za več železa na naravni način poskrbijo vegani? Smo že rekli, da vegani pa vegetarijancem pogosto primanjkuje. Na kak način? Prvi nasvet bi bil prehranski dnevnik, da sploh vidiš, kaj delaš narobe. Ker se lahko pa da je neko drugo stanje, da ješ ti čisto v redu, pa da je nekaj drugega. Ali pa ugotoviš, da recimo tvoje telo ni sposobno takšne absorpcije. Potem pa treba pogledati, se pravi, najprej kaj ješ, potem pa dodajati stvari, ki vsebujejo B-vitamine. To je B-vitamin je prisoten vse posod. V žitah, v stročnicah, v sadju, zelenjavi, v sadju niti ne v zelenjavi več. Se pravi, B-vitamine, predvsem folno kislino treba paziti, B12 je treba dodajati pri veganih. Potem se pa nekako uravna. Melasa recimo je super, spirulina je recimo tudi zelo v redu. Pa seveda pač preverjati, recimo na 3 mesece. Življenjska doba hemoglobina je, oziroma rdeče krvničke je 120 dni. Teda v bistvu zelo, se hitro menja. Tako. Bi mogel celo, bom želo 2-krat na leto pregledati. Tako, da pogosto vidiš, kakšno je stanje. Pa kaj si rekla, pa od zelenjave, od soje ima pa največ od teh, kar ni mesno, Tako, sem da vidimo, če še kaj. Ržen kruh 1,5 mg na 100 gramov. Koriander. Koriander, recimo koriandrovo seme, 15 mg. Sezam ima zelo veliko. Vsako ita ga ne poješ velika, Pa absorpcija je zelo slaba. Veliko slabša je, če ni iz živalskih virov. Tako da je treba res zelo raznoliko jesti. Kolikrat na teden bi morali jesti meso, da bi dobili dovolj železa? To so že nekaj rekli, 400 gramov na dan. Skoraj pol kile na dan. Da bi ga... Razen, če bi jetrca, jetrca sem pa rekla. Če bi pa jetrca, pa potrebujemo gosja jetra. Sem to prav za gosja jetra. Evo, če bi pa svinska jetrca, recimo ima pa v bistvu 3-krat manj že skoraj. Je pa 100 gramov na dan. Ampak spet, recimo, ena zanimiva stvar je recimo pri jajcih. Včasih kdo reče, kaj če bi jedli 100 jajc na dan, kaj bi se zgodilo. Pa vsi razmišljajo o holesterolu. Noben ne pomisli, da imajo jajca še kaj drugega. Jajca imajo recimo selen in če ga preveč poješ, spet ni v redu. Se pravi, nisem, da je v jetrcah samo železo. So še druge snovi. Vedno mora biti zmerno. Zmerno samo jetrca, vsada ni je dojavljeno. Ne bo okej. Ali železo za absorpcijo res potrebuje vitamin C? Ja, se pravi, poveča se absorpcija iz prebavil, tako da je smiselno, da se te stvari kombinirajo. Pa tudi z beljakovinami. Se pravi, če ješ špinačo, je super, če poješ neke beljakovine, ker aminokisline povečajo absorpcijo iz železa, iz nehemskega železa, iz železa iz rastlinskih virov. Torej vitamin C in beljakovine. Tako. Pa čim bolj skombinirano hrano, ki vsebuje železo. Z rdečim mesom. Recimo. Kako veliko vlogo pri anemičnosti igrajo drugi vitamini in minerali? Uravnotežena prehrana skrbi za to, da imamo zdravo telo. Tudi prebavila morajo normalno delati, da se lahko absorbira, prebavni sokovi morajo biti normalni, encimi so potrebni za tvorjenje različnih stvari, recimo rdečih krvničk. Tudi treba je jesti uravnoteženo prehrano, ampak pač mogoče je najbolj bistveno, ko se konkretno pogovarjamo o hemoglobinu, da se pogovarjamo o B12 in pa o folni kislini. Da še to preverimo, če imamo dovolj. B-vitamini so tisti, ki so ključni. Pa C pa za absorpcijo. Tako. Imeli sem še vsa vprašanja, fuljenih zanimivih informacij, posebej ta s feritinom je bila res taka, ko mogoče večina ljudi ne ve, in to za absorpcijo, da res kombiniraš prave stvari skupaj, da nisem dovolj, da je še večje meso. Čaj, kamilični čaj, kakao, to ni fajn kombinirati z železom. Hvala za vse informacije, če imate kako dodatno vprašanje, napišite spodaj, bo vas z veseljem odgovorile. To je to za danes, pa se vidimo naslednjič. Čau! Čau!